Spoštovane gledalke in gledalci, novinarke in novinarji v studiu TV Slovenija, lep dober dan, celo malo sonca imamo danes. Zdravje zob in ustne votline pomembno vpliva na celostno zdravje telesa, na dobro počutje posameznikov in s tem javno zdravje. V dneh, ko nas podatki o epidemiji iz slovenskih bolnišnic vendarle po 2 mesecih navdajajo z optimizmom, vrata ordinacij odpirajo tudi zobozdravniki. Danes zjutraj je skupno število bolnikov, ki se zdravijo v COVID bolnišnicah, prvič zdrsnilo pod 40, 2 manj kot včeraj. V tem trenutku imamo le še 38 bolnikov, 9 od njih na intenzivnih oddelkih. Pri delu zobozdravnikov so zaposleni in pacienti lahko še posebej izpostavljeni povečanim možnostim okužb z novim koronavirusom, zato bodo zobozdravstvene ordinacije morale upoštevati številne ukrepe, ki sta jih v sodelovanju pripravila stroka na eni strani ter razširjeni strokovni kolegij za zobozdravstvo, ki deluje kot posvetovalni organ Ministrstva za zdravje. Za zdravje zob v Sloveniji skrbi okrog 1700 zobozdravnikov, 1400 jih je v javnem zdravstvu in dodatnih 300 zasebnikov. Čemur gre prišteti seveda še delovanje ostalih strokovnih sodelavcev v stomatologiji. Preden zagrizemo v današnjo tematiko, vam dolgujem še pojasnilo na vprašanje glede razkuževanja oziroma čiščenja skupnih prostorov v večstanovanjskih stavbah, ki sem ga prejel včeraj. Nacionalni inštitut za javno zdravje je konec aprila pripravil predlog rešitve oziroma spremembe za to, očitno za mnoge precej perečo problematiko. Predlog NIJZ bo v najkrajšem možnem času obravnavala tudi Vlada Republike Slovenije. Sedaj pa nazaj k zobozdravstvu. Danes je z nami doktor dentalne medicine, gospod Krunoslav Pavlovič, podpredsednik Zdravniške zbornice Slovenije in hkrati tudi predsednik odbora za zobozdravstvo pri tej zbornici, ki ga vabim k besedi. Po njegovi predstavitvi pa kot običajno vprašanja zanj in potem nadaljevanju še vprašanja zame. Prosim. Hvala lepa. Lepo pozdravljeni. Ustno zdravje je pomembno z vidika vsakodnevnega funkcioniranja posameznika, kakor tudi splošnega zdravja. Predstavlja neločljivo komponento splošnega zdravja in pomembno vpliva na kakovost življenja posameznika. Ustno zdravje je povezano s splošnim zdravjem na področju srčno-žilnih bolezni, metabolnih stanj, zapletov med nosečnostjo in tudi avtoimunih obolenj. Bolezni ustne votline so pomemben javnozdravstveni problem, saj slabo ustno zdravje vpliva na splošno zdravje prebivalstva. Nekatere bolezni ustne votline so povezane s kroničnimi boleznimi. Bolečina, motnje pri žvečenju, hranjenju, komunikaciji, ki so lahko posledica slabega ustnega zdravja, vplivajo na kakovost življenja in produktivnost v družbi. Javni interes je delujoč, dostopen, varen in enakopraven zobozdravstveni sistem kot integralni del zagotavljanja javnega zdravja v Republiki Sloveniji. V času razglasitve epidemije COVID-19 se je zobozdravstveni sistem popolnoma preoblikoval, glede na strožje ukrepe preventive in kontrole širitve infekcije. V projekt organizacije nudenja nujnih zobozdravstvenih storitev je bila vključena širša ekipa zobozdravnikov, ki so povezali zobozdravništvo tako na nivoju kolegialnosti, strokovnosti in medsebojne pomoči. Ekipa se je povezovala tudi multidisciplinarno z infektologi, Nacionalnim inštitutom za javno zdravje. Zobozdravstvo je v Sloveniji organizirano zelo heterogeno, v zelo razpršeni zasebni in javni mreži. V Sloveniji deluje v javni mreži 641 zaposlenih zobozdravnikov v zdravstvenih domovih, 632 koncesionarjev ter okoli 267 čistih zasebnikov.
V zobozdravstvenih ordinacijah v povprečju dnevno pregledamo ali opravimo storitev na približno 20.000 pacientih. Za zaprtjem zobozdravstvenih ordinacij je bil tako prispevek zobozdravnikov k obvladovanju širitve in kontrole infekcije COVID-19 v Sloveniji zelo velik. Pod kontroliranim okoljem smo organizirali izvajanje nujnih zobozdravstvenih storitev, najprej v 7 in nato v 9 vstopnih točkah za zobozdravstvo. Točke so bile organizirane v zdravstvenih domovih tako, da je vsak pacient porabil manj kot 1 uro časa, da je lahko prišel do nujne zobozdravstvene pomoči. Na terenu, izven vstopnih točk, se je izvajala triaža pacientov, ki so klicali najprej svoje izbrane osebne zobozdravnike. Zobozdravniki so na podlagi zakona o pacientovih pravicah in pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja ocenili zdravstveno stanje pacienta ter ga napotili na vstopno točko na obravnavo ali pa so jim svetovali, kako si lahko v vmesnem obdobju sami pomagajo, da premostijo čas do ponovnega zagona zobozdravstva. Triaža se je izvajala tudi na nivoju vstopne točke. Vsaka vstopna točka je imela organizirane ordinacije za klinično zdrave paciente in ločene za paciente sumljive na COVID ali pozitivne paciente. Vsaka vstopna točka je delovala na principu potreb prebivalstva lokalno. To pomeni, da sta delovali 2 ekipi dopoldne 4 ure in 2 ekipi popoldne 4 ure. Če so se potrebe prebivalstva povečale, so se vključile nove ekipe in če so se zmanjšale, so se timi seveda razbremenili. Celotno dogajanje v vstopnih točkah smo nadzirali s pomočjo vodij vstopnih točk, ki so vnašali vsakodnevne podatke o delovanju vstopnih točk v virtualno tabelo, in sicer število pacientov, ki so tisti dan obiskali ordinacijo, število in vrsto opravljenih nujnih zobozdravstvenih storitev ter število predpisanih zdravil. Na ta način smo nadzorovali kakovost nujnih zobozdravstvenih storitev, preobremenjenost vstopnih točk ali pa prekomerno razpisovanje kadrov glede na trenutne potrebe. V vstopnih točkah smo obravnavali do včeraj 11.613 pacientov, od tega 81 sumljivih primerov COVID. Opravljeno je bilo okrog 3.635 triažnih kontaktov. V vstopnih točkah je delovalo 2662 medicinskih sester in 2200 zobozdravnikov. Seveda so zobozdravniki in sestre v tej številki zajete po večkrat. To pomeni, da so to službo upravljali vse te dni. Med temi zobozdravniki so koncesionarji in čisti zasebniki zobozdravniki, ki so se samostojno javili, da bi sodelovali v delu vstopne točke. Moram priznati, da so pokazali izredno željo po pomoči pacientom v stiski. Žal smo imeli na tem področju sicer nekaj problemov formalne narave in sicer priprave pogodb za delo, kjer ni bilo plačilo na prvem mestu, ampak varnost iz področja delovnopravne zakonodaje. Obravnavali smo tudi nekaj pritožb, saj so pravila o nudenju nujnih zobozdravstvenih storitev zelo ozka in stroga. Glede na dostopnost osebne varovalne opreme in okoliščin dela, žal ni bilo mogoče drugače predvsem organizirati varnega dela. Nepogrešljivi del triaže je bil tudi kontaktni center in vsakodnevna navezava s profesor Matičičevo, ki se je trudila vzpostaviti najbolj aktualno bazo podatkov za ljudi, ki v stiski niso vedeli, kako si pomagati. Ločeno od te tabele smo vodili tudi virtualno tabelo o porabi osebne varovalne opreme, ki je bila povezana tudi s katastrofno medicino. Tako so odgovorni neprestano vedeli, kje opreme zmanjkuje in zakaj.